poziv ali nič. Se čujemo? Ja! Dobro, no to sem čakal. Ja, to rečete. Čujemo se ali pa ne čujemo. Samo to je važno. To takaj vidite, prve zdaj, ki grejo, pa jih čujete že malo. To je središka pleh muzika. Oni so prvi, oni vsako leto začnejo s fašanskim karnevalom in tudi letos de tak. Leta grejo, samo se pri enih to ne vidi, so napisali. Pri enih se pač z leti nič ne spremeni. To je središka pleh muzika, ki je stara 137 let, zgledajo pa tako, če bi bili stari 55. No, resnici na ljubo, enim se vidi, kot da so stari že res 137. Samo tisti imajo kilometrino, pa Bog je na Bog me želodec rozfraja. Če ne tolih špricerov, ne mre spiti želeji. Vi boste in zdaj zaploskali, pred kako bodo prišli sen na licu mesta, kjer oni videli, ker se je prina že fašanski karneval v središči začel. Stari so torej 55 let, vsaj ene, 55 let pa je stara tudi muzika, ki bodo zaigrali. To je skupina Maček Žaklju od Belih Vran. Eni se mladih vran ali pa Belih Vran še spomnite, drugi imate v lepem spomini, besedilo pa je še stalno aktualno. Evo, in med nami je zdaj prva skupina fašanskega karnevala, središka pleh muzika stara 137 let. Zdaj bodo puhnuli, pogledajte zdaj. Ne morete brez pijače nič puhnuti? Aha, na prazno gre bolj žmetno. Zaigrali bodo muziko staro 55 let od Belih Vran. Maček Žaklju. To zdaj poslušate. Evo, središka pleh muzika, 137 let zgledajo pa kak mladeniči. Meni so celo besedilo napisali, ki bi lahko popeval, pa kaj vi mislite, ker sem jaz Zdravko Čolić? Ljudi dragi, vi mislite, ki bi se vse razbežalo od nas tu? Lepo ste odigrali en veliki aplauz za središko pleh muziko in njihovega Mačka Žaklju. Pa igrajo, kdo prihajajo gostje, središki krevni praznik. Evo, zdaj pa prihajajo druga skupina, Kuren, društvo iz Miklavža pri Ormožu. Stara je skupina samo 3 leta, imajo pa 44 članov.
Njihova najmlajša članica je Vozek, stara 1 mesec. Najstarejši kurant pa je star 60 let. No, do tega bi že lahko dali penzijo. Bog in obok, da se več ne ve, ali ni naprej ali nazaj. Zdaj pa bomo tudi malo imeli pogača, prost lepo metite se ljudje, ki najde slučajno, kjer je 100 bičev, to bo okoli bil. Naredite prosim plac za pogača, ker kuranti iz Miklavža pri Ormoži tudi vejo počite. In kak to bič poče stalno pri konci. Zdaj te čuli. Naredite zadosti placa. Tak poče bič. Če veš pokati, Marko, kaj se zdaj bavlja, zdaj ti? Če veš pokati, je to sila enostavno. Če pa ne veš pokati, pa je lahko hudo nevarno. Če se vržgeš enkrat 100 bičev na poli vilke, ti je več ni za pokati. Evo, to pa se zdaj kurante, gledajte kaj je, todih malih pa velikih. Oni jih sproti delajo. Miklavži pri Ormoži kurante sproti delajo. Zato je to mali. Zdaj pa vodo prehrani zimo. Zdaj pa zima gre, vodo ne bo ne. Zdaj pa se moramo razbiti, kaj bo energija kuranci. Pa se stari komaj 4 leta. Zdaj bo stari stari odkada elektri kuranci. Zdaj bomo videli obred, preganjene zime, zdaj najstarejši ali pa tisti glavni kurent pride v sredino, on začne davati povelje, te pa te videli, kak se združi in kak zima gre. Tako je te videli, kak zima gre v kraj. Zdaj, kaj kurent glavo drži dol, to ne vete, ne? Zato, ker te kdaj vzdigne, vsi začne rožiti, to je takšen znak. Ali pa je že človek tak žejen, ker ne more več glave gor držati. Nekaj zdaj je. Jaz tu med nami enega daljšega, ki je bil tak žejen, že viden. Samo te je bil poletje, da smo praznovali en rojstni den, ki je ne mogel človek priti med nas, ki je prejši in njemu bilo tako lepo. Ne vam povedal imena, se pa lepo smeji. Pazite zdaj se pripravite. To je stroga koncentracija, tak pred volitvami. Samo to ni bilo planirano, to se je zgodilo čisto spontano. Tak se včasih želi zgodi. Naj povem, ker so kuranti dvojni, ne samo tisti iz Miklavža, to je prva skupina, za njimi pa so kuranti iz Ormoža. Zdaj vede, v Ormožu imamo tak, ker je župan iz Miklavža, je vse najprej Miklavž, te pa Ormož. Tako da zdaj najprej Ormož pred mesti Miklavža, tako da zdaj po malem gratalo.
Evo nas da odprli vseeno in ni bilo tako hudo. En aplavz za kurent iz Miklavža pri Ormožu, mlado skupino in pa starejšo skupino iz Ormoža, ki je pred njimi. In dajmo ene veliki aplavz združeni skupini Miklavških pa Ormoških kurentov. En veliki aplavz za kurente. Pišete, če je kaj vroče, pišete. Zdaj pa se začne dejansko predstavitev skupin, ki prihajajo z vrtca pa osnovne šole. Četrta skupina, številko 4 po vrsti, to je za komisijo zelo pomembno, ker ne tako zamrdali. Četrta skupina predstavlja gradnjo središkega vrtca. Namreč tak pravijo, drugo leto da minilo 50 let, odkaj imamo v središči novi vrtec, 50 let pa je že dosta cajta. Otroci, vzgojitelji pa starši si želijo novih, večjih pa lepših prostorov, kjer jih bodo lahko ustvarjali novo, boljšo in pa sodobnejšo zgodbo. Zato so prišli sami, pa se lotili dela. Zdaj ne vem, kje je župan, zdaj bi vi mogli župan biti tu, pa to vidite, temeljni kamen že polagajo. Poleg pa imajo tudi male arhitekte. Kajti vsako stvar je treba dobro najprej preučiti, načrtovati, sprojektirati, zato so mali arhitekti narisali načrte, položili temeljni kamen in so dnes med vami. Takšne lopate, kak imajo oni stari vrtec, porušijo v 2 urah, če čejo. Pogledajte, kak imajo nabrišene lopate. En veliki aplavz za male arhitekte in pa seveda za 50-letnico središkega vrtca. Ja, upajmo, da dobite novega, takšnega, kot si želite, po vaših načrtih. Niste dobili takšne male čelade, samo to me zanima. Publika, vi pa ploskete po takti, tisti, kjerega takt bil manjše rejše, ne ploskete. Kak, ja? Tam, ki je volja, tam je moč, pravijo. Keko vas je, bolj ne bodo, če tako cenen, bi v 2 mesecih vrtec, toti, kaj ste zdaj tu sami postavite. Popoldne po službah. Saj ti ne trebate čakati vse na državo pa na občino. To sami skopljate popoldne. En veliki aplavz za skupino številka 4, male arhitekte in vrtec Središče ob Dravi, ki drugo leto dobi že 50-letnico svojega delovanja. Še nadaljujemo z gradbenimi temami. Komisija vi beležite? Dobro.
Gospod Nikola. Vse v redu, evo, čak, mi se jih razumemo, ako se hočemo. Oni so samo prek meje. Jako dobro smo se razmeli pri špricali. Pili smo pol, a malo više vina. Ja, evo takle. Evo, zidarji, 5. skupina. Papirje smo pridobili, zdaj pa so da vrsti zidarji. Imajo opeko, cement, pesek, hamre, mortarke, vaservadjo in vse ostalo. Smo natančni, iznajdljivi in delovni. Vrtec, ki ga bomo naredili mi, bo imel trdno, stabilno konstrukcijo, da bo stal še naslednjih 100 rodov. Samo, če da vam tiste tulige v sredini zdržale, to ne vem, tiste so že tako malo ranjene. Poznite na prstke? Pri nas šeblje zapijamo, pri nas šeblje zapijamo od jutra do večera. Pri nas šeblje zapijamo, pri nas šeblje zapijamo od jutra do večera. Zdaj pa še žiga, žaga, pri nas pa deske žagamo, pri nas pa deske žagamo od jutra do večera. Pri nas pa deske žagamo, pri nas pa deske žagamo od jutra do večera. Gremo pliskat stene, gordo. Pri nas pa stene pliskamo, pri nas pa stene. Mapice, malo se bolj prikonte. Lepi poglejte sotra. Pri nas pa stene pliskamo, pri nas pa stene pliskamo od jutra do večera. Kdo gre z mano v hiško, v našo novo hiško? Poti pa v hiško zlizemo in radi se imamo od jutra do večera. Poti pa v hiško zlizemo in radi se imamo od jutra do večera. No, te pa se čudite, zakaj je vrtec prevale, če se imate radi od jutra do večera. Vse je to logična posledica. Bravo, vrtec na Vikanček in skupina zidarji, 5. po vrsti, velik aplauz za vse, ki so se tako lepo predstavili. Lepo ste nastopali. Bog in Bog ne lepo. 6. skupina, ki prihajajo, pa so že pleskarji. Rumena skupina iz vrtca na Vikanček pri osnovni šoli Središče v Dravi. Naš vrtec je sedaj zgrajen, potrebuje le še neke barve. No pa ga pobarvajmo. A v kakšno barvo? Eni bi ga pobarvali roza, drugi rumeno, tretji modro ali pa zeleno. Strnili smo naše male glavice in se odločili, da bomo kar maurični. Ja, vi ste v sodobnem svetovnem trendi. V svetovnem trendi je tudi vse maurično. Lepo ste to pofarbali, edino vzgojiteljcem je malo dol teklo, drugače pa je bilo vredi, super. Ja, dobre farbe imate.
To ste venda prejurčeki, moramo že kupljati. Fino. En velik aplauz za pleskarje rumeno skupino vrtca na Vikenček osnovne šole Središče ob Dravi. Zdaj pa pride Mavrični vrtec, rdeča skupina. Tako, pa nam je v Središču uspelo priti do novega vrtca, projektiranje, gradnjo in pleskanje smo seveda morali vzeti v svoje roke, pa nič za to. Glavno je, da ga sedaj imamo. Z novimi velikimi igralnicami, terasami, prostorom za vzgojiteljice in še bi lahko naštevali. Sedaj pa nas čaka samo še vstop prvih obiskovalcev. Skupina Balončki in njihovi starši, ki bodo slavnostno prerezali trak in vstopili v nove prostore. Naj se zabava začne. To zdaj odgovorite, malo zaploskajte, prosim lepo. Hitro mine čas, saj pojemo na glas, vse skupaj imamo dobro, res dobro, 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 vse skupaj imamo dobro, dobro, prav zares, vse skupaj imamo dobro, res dobro, 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 vse skupaj imamo dobro, dobro, prav zares. Umivamo si roke, pojemo se obroke, razgibamo si boke in pojemo na glas. Vse skupaj imamo dobro, res dobro, 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 vse skupaj imamo dobro, dobro, prav zares. Vse skupaj imamo dobro, res dobro, 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 vse skupaj imamo dobro, Tak sem se jaz predstavljal odgovoritve. Na zdravje. A to na vam, Beračo, to me želate prenesete, ja. Hvala. Vse skupaj imamo dobro, res dobro, 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 vse skupaj imamo dobro, dobro, prav zares. Vse skupaj imamo dobro. En velik aplauz za rdečo skupino vrtca na Vikenček osnovne šole Središče ob Dravi, ki so predstavili Mavrični vrtec in otvoritvena slovesnost. Bog in Bog me, kak imate pijačo dobro, če ste toto postregli, bomo lahko vsi imeli redno prebavo. Hvala vam lepa. 8. skupina, ki prihajajo, to so pingvini. Ste že kdaj videli pingvine piti čaj? So simpatični pingvini vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtca Ormož, skupina Mavrice, ki radi plešejo na ledu in raziskujejo morski svet. Glavna skupina prinaša smeh in veselje, kamorkoli gredo. In danes bodo z vami pingvini pili čaj. Zdaj vidite, kak je pomembno biti na pravem mestu, pa ozvočeni. Lepo pojete, samo se vas slabo čuje. Dajmo in velik aplauz za to skupino, ki tako pogumno pobegle. Pingvini iz vrtca Ormož, skupina Mavrice so bile to. En velik aplauz za njihovo trudenje za to, da bi dejansko jih slišali. Nekateri, ki ste bili prav postavljeni, jih ste. Zdaj pa prihaja že 9. skupina. Vsi za enega, enen za vse. Vrtec Miklavž pri Ormožu. Miška, drobna, miška siva, pogumna in igriva. Na širno pot se je podala, še prijatelji s seboj povabila. Krta slabovidnega, a pod zemljo spretnega. Žabo, sluhu nemo, vedno razposajeno. Ježka prestrašenega z bodicami, varnostno mogočnega. Na koncu še kosa črnega, z neba širnega, daljnovidnega. Tako prijatelji na pot so šli, da bi našli, kar iščemo vsi. Vsak drugačen, vsak poseben in vsak svoje sreče vreden.
Širni svet skupaj raziskovali so in se ob tem zelo zabavali. Otroci in vzgojiteljice iz vrtca Miklavž pri Ormožu in enote Kok. Ja, gospa Ježek, sem čujo. Sreča ujemi zapojo zemlji, perive na okrog. Sreča se smeje, sreča nasmeje, skačemo dosti nog. Sreča ujemi zapojo zemlji, perive na okrog. Sreča se smeje, sreča nasmeje, skačemo dosti nog. Na okrog. Sreča ujemi zapojo zemlji, perive na okrog. Sonce se smeje, sonce nasmeje, skačemo dosti nog. Otroci in vzgojiteljice vrtca Miklavž pri Ormožu in pa enote Kok. En lep nastop ste pripravili. Male miške, krteki slabovidni, žabe sluhoneme in pa ježki prestrašeni, pa koseki. Vse to so prikazali vzgojiteljice in pa otroci iz vrtca Miklavž pri Ormožu in pa enote Kok. Tiste z bodicami bote malo previdne, ker ne te publike, ki prepikale preveč. Evo, 10. skupina, pa so skupina 2. razreda osnovne šole Miklavž pri Ormožu, to pa so astronauti. Smo pogumni astronauti. V našem vesoljskem poteku nas čaka veliko misij. Letenje mimo zvezdnih utrinkov, potovanje v raketi do galaksije in varen pristanek v vesolju. Pošiljanje podatkov v vesolju domov na Zemljo. Fotografiranje male Zemlje, fotografiranje vulkanov, neviht in hurikanov. Klik, klik, klik. Najboljša misija vseh časov pa je čas za zabavo. Za hojo po vesolju in današnja misija bo po nastopu uspešno upravljena. Astronauti 2. razreda osnovne šole Miklavž pri Ormožu so to. Evo, današnja misija je uspešno zaključena, zdaj bodo še Zemljo fotografirali, vi se jih poslikajte lepo. Samo me zanima, če kjer od gledalcev bi pa to raketo vižgati. To bi radil, kak raketa po lufti leti. Skupina 10, 2. razred osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Evo, zdaj pa že imamo 11. skupino, Središki dom upokojencev, 1. razred osnovne šole Središče ob Dravi.
Ste vedeli, da imamo v Središču ob Dravi dom upokojencev? Kljub starosti smo vedeli, da smo nasmejani in razposajeni. Tudi po srcu in duši smo še vedno mladi in se radi spominjamo svojih otroških in mladih let. Ne bi pa nam bilo tako lepo brez naših medicinskih sester, ki nam strežejo spredaj in zadaj. Za vso skrb se jim iskreno zahvaljujemo. Sedaj pa bi v pesmi z vami delili naše veselje in naše spomine. Naj bo tudi vam lepo. Ste videli, kako se pomalemo v svete kadi? To ni malo res je pričevalo preko. Ena babica ima moje trdo koleno, ampak to so leta, to je normalno. Dedek ima trdo samo še v palcu. Če je dobi upokojencu ta, jaz gre zjutraj plačimo, tako lepo plesati. In kdo pravi, ker v tretjem življenjskem dobi ni lepo? Poglejte, kak in je lepo. Bravo, samo tako so vam brki zrasli, deca, neverjetno. To ste si mogli z nečim mazati, pa jaz so bili kjuriček, je nekdo dobri za to, ker brki hitro rasajo. Zelo lepo ste nastopali. Prvi razred osnovne šole Središče ob Dravi. Zdaj ne vejo, če so prišli ali morajo iti, vete, to se zgodi z leti. Ja. Srečno. En veliki aplavz za prvi razred osnovne šole Središče ob Dravi, to je bila 11. skupina. 12. skupina pa so semaforji drugega razreda osnovne šole Središče ob Dravi. Tak so bili mali, ker zjutraj ne vidim, ker v prvi vrsti tu mi stojijo ljudje. Vredi je, zdaj ste že vredi, samo stojite, vidim, kako ste. Ne pomikajte se nikam. Evo, 3 očesa in pogled pa se ustavi ves promet. Čeprav v Središču nimamo semaforjev, pa učenci drugega razreda prav dobro vemo, kako je potrebno ravnati v posamezni luči. Tudi druga pravila obnašanja v prometu že dobro poznamo. Da pa bomo čim bolj varni, pa bodite pozorni in pazite na nas tudi vi, ki ste udeleženci v prometu. Evo, to velja za vse nas. Semaforji, 12. skupina, drugi razred osnovne šole Središče ob Dravi. Opominja nas pozor, semafor,
skupina Semafori, učenci drugega razreda osnovne šole Središče ob Dravi so bili to. Še enkrat naj povem, kdo so člani ocenjevalne komisije danes, Nevenka Korpič, kustodinja v muzeju Ormož, Ptuj, ja? Jože Sovič iz turističnega društva Mislinja, Nikola Novak, župan ali pa načelnik iz Nedelišča in pa gospa Janja Vihar, predsednica Štajerske turistične zveze in podpredsednica Turistične zveze Slovenije. Pa to moram skoraj diplomo imeti, kad dobim prešteti, kaj vse to piše. Vi pa imate funkcije, gospa Janja? Ok, upam, ker takšne tudi ocenek nas. Evo, zdaj pa 13. skupina, to so mali Mehičani, 3. razred osnovne šole Središče ob Dravi. Prišli smo daleč iz dežele sanj, odkoder prepluli smo cel ocean. V srcu Mehike, ker vedno sije sonce, kjer naša srca bije v ritmu marjače melodije. Tam ljudje krepki in ponosni živimo, vsak dan življenja s plesom in pesmijo slavimo. Na trgu se zibijo ob zvokih kitare, plešemo v ritmu, ki v sebi nosi čare. Poglejte si naš znani ljudski ples, zapojte z nami pesem, ki, ko ga račaj opeva, v ušesih naj še dolgo naša glasba vam odmeva. To je besedilo, ki so ga zapisali učenci 3. razreda osnovne šole Središče ob Dravi, skupina Mehičani. La cucaracha, naš muchacho šel je spat. La cucaracha, zdaj se ni več kaj za bat. La cucaracha, naš muchacho šel je spat. La cucaracha, zdaj se ni več kaj za bat. Rdeče črne kukarače, veselijo se bogače. Muchacho pri počitku, se predajo se užitku. Rdeče črne kukarače, veselijo se bogače. Muchacho pri počitku, se predajo se užitku. La cucaracha, naš muchacho šel je spat. La cucaracha, zdaj se ni več kaj za bat. La cucaracha, naš muchacho šel je spat. La cucaracha, zdaj se ni več kaj za bat. Zjutraj želel je muchacho, močno kavo in bogačo. Pa na mesto je bogače, naše same kukarače. En veliki aplauz za skupino številka 13, to so Mehičani 3. razreda osnovne šole Središče ob Dravi. Zelo lepo ste plesali, to ste mogli več pa jedno 2,5 meseca ziha. Bravo, veliki aplauz. Zdaj pa pridejo gasilci, sicer še nekaj ne gori, nikdar pa ne vemo. Mi smo gasilci, 4. razred obiskujemo, urimo se v pisanju, risanju, računanju in gibanju. Proti koncu šolskega leta pa še treniramo z Brentom, da se na otroško olimpijado lahko prijavimo. Tam se pri gasilski vaji vedno dobro odrežemo. Se nam naši obrški in središki gasilci vse pripomočke za vajo vedno posodijo. Vemo, da smo na dobri poti, zato če rabite nas, pokličite nas in pridemo do vas, so zapisali gasilci 4. razreda osnovne šole Središče ob Dravi. Zdaj pa gre se resen, zdaj pa že kurijo, pogledajte. Bo gorelo, bo. Lepo ste zagodili.
Paste zdaj da je curek takšen, kada je. Pogledajte, kak jim gre. Vidiš, bolj pumpaš, bolj je curek močen. To je tako pri starejših moških. Samo oni dolgo morajo pumpati. Eni se smejijo, drugi pa so se zamislili. Bravo, gasilci 4. razreda, lepo ste pogasli to. Vi čisto zaresen gasite. Ne popuščajte, še se kadi. Malo še med publiko, to te je šlo obrnite, boste videli, kako se hitro začeli vračati v kraj. Če stopiš malo bliže, lajše pogasiš, veš? Vse je dobro zdaj, pred je, danes se večkrat več. MBK je prav za gasilce 4. razreda osnovne šole Središče ob Dravi. Evo, zdaj pa med nas pride že naslednja 15. skupina od 75. To so božične smrekice 5. razreda osnovne šole Središče ob Dravi. Tak piše njihova obrazložitev. Božične smrekice iz 5. A razreda predstavljamo simbol veselja, upanja in topline. Naj vas naša zelena barva pomiri, naj vam naši pisani okraski in lučke pričarajo božično veselje in pravljico za vso leto. Srečno novo leto! Oj smrečica, ponosna in zelena. Oj smrečica, ponosna in zelena. Vse leto ti nam zeleniš, za božič pa razveseliš. Srebrom zlatom obdariš, nas pravlično odeta. Božič je najlepši praznik, čas miru in darovanja. Skupaj smo pred smrečico, vsa družina pojemo in otroci gledamo na zvezdnato nebo. Oj smrečica, ponosna in zelena. Oj smrečica, ponosna in zelena. Vse leto ti nam zeleniš, za božič pa razveseliš. Srebrom zlatom obdariš, nas pravlično odeta. Božič je najlepši praznik, čas miru in 15. skupina božične smrekice, 5. razred osnovne šole Središče ob Dravi. Lepo so učiteljice gor naključili, samo me zanima, kak je, če mora iti hitro na WC. Samo to me zanima. Evo, zdaj pa so med nami že 16. skupina, kavbojci pa indijanci. 6. razred osnovne šole Središče ob Dravi. 6. razred, 6A, uredimo vse, kar se da. Navihani kavbojci indijanci smo, ki radi pridrvimo in vse pozabavamo. Če rabite nas, pridrvimo v vas, da razveselimo celo vas. Basta zdaj pa da nekaj strašnega.
Vidite, publika, lahko greste tudi plesom. Vse kovbojke so napete, to bi vsak normal. Enkrat eden, drugič drugi, nikdo bi poglav. Človek da ve za koga, pravzaprav nekom drži. Kjer je bil pa to, da Janko Boris počine? Naše geslo, ko tako glasi. Vidite, kako so si dobri gratali. Pred so se nekaj 6 pištolami nagajali, zdaj pa se že plešajo. Tak je tudi prav. Tak je v našem parlamentu isto. Bravo, skupina Kovbojci Pandjanšti, 16. po vrsti. Zdaj pa že prihaja med nas 17. skupina, to so dimnikarji. Danes imamo tudi nekaj veselih dimnikarjev, ki v naše življenje prinašajo nasmeh, srečo in malo čarovnije. Najpotopustna maska simbol brezskrbnosti in nepozabnih trenutkov. Kot že veste, dimnikarji že dolgo veljajo za simbol sreče, zato so prepričani, da boste od naše točke deležni številnih nasmehov in pozitivnih presenečenj. Evo in lep nastop dimnikarjev 7. razreda osnovne šole Središče v Kranju. Ja, rol je treba dobro spucati. Vsih dan. Šnopskarte, 8. razred osnovne šole Središče v Dravi. Šnopskarte smo mi, igra že od avstro-ogrskih dni. Kartaši so ure in ure igrali, herc, karo, pik rupali in se smejali. Desetka, dama, pubec in aduti so bili, dodatne ase pa so kar iz rokava cukali. A igre še bo konec, ker bo zaradi računalniških igric počel lonec. Enega aduta v štiku še imamo, imam ga v zmagi izdamo. Še Vlado Krastin je žime, to pa ne dobi vsaka skupina takšne možnosti. En velik aplauz za igralne Šnopskarte, 8. razred osnovne šole Središče v Dravi. 19. skupina po vrsti so gozdarji 9. razreda osnovne šole Središče v Dravi. Tak so bili navdušeni nad poklicem gozdar, gozdarka, da so se odločili, da sekajo, žagajo kot gozdarji, ki so šumi.
Naša super drva, ki nastaja izpod naših rok in motornih žag, so neverjetno kvalitetna. Se zadošča samo ena drva za celi dan oziroma celo noč. Vi se samo dobro oblecite, pa pokrite s koncami, pa bo zadosti toplo, so napisali. Zdaj pa bo drnilo, gledajte. Vidite, tako male človeke delajo. Ste videli, kako so imeli žage nabrušene? Lahko oni režejo tak, če jim reže kak britva, to ta žaga. To so bili gozdarji, učenci 9. razreda osnovne šole Središče od Drave. Zdaj pa že prihaja 20. skupina po vrsti. To je skupina iz sosednje Hrvaške, Puhački orkestar iz Nedelišća. Ja, moram vam povedati, da je to ten puhačen orkester, ki bi mogel biti tudi njihov načelnik, ali gospod Nikola Magnas, bolj pomembno delo, on deli pravico in točke. Zato so si sposodili enega člana, edinega basista, in to je naš Renato Horvat iz Središke plen muzike. Drugače ima ne bi tak reklo, kak in sad reče. Dajmo in zaploskajmo babicam in dedekom. A Renato bude puhnil sad. Gledajte, kaj imajo babice robice popeglane. Veliki aplavz, Puhački orkestar iz Nedelišća. Igrajo znano skladbo Maškara. Bog in Bog me treba čovjek puhnuti za to. Inače glasa nema. V zadnjem redu so bogme velike bakice. Kaj morajo dedeki biti veliki, da babico dosegnejo? Veliki aplavz za Puhački orkestar babic in dedekov iz Nedelišća, z naše čezmejne občine. Jako ponosan je danes njihov župan, na odre tu njihov načelnik.
Ja, tako je to, ki je dobro sodelovanje, tam se da marsikaj naredi. In tako so prišli k nam v goste tudi gosti iz Hrvaške, iz Nedeljčanikov Puhački orkestar. Evo, zdaj pa se deca malo skrite, zdaj pa pridejo Kramposi Ankenstein. Ja, poiskali smo drobce stare etnografske podalpske preteklosti in jih obudili ročno izdelane lesene umetnine. Novo nastala skupina Kramposov prihaja iz Cirkulan, Ankensteina. To je namreč stalo ime za grad Born, ki se popopi na reko Dravo. Na povorkah in obhodih skupino predstavlja 5 do 7 članov, a je zanimanje za tovrstne podalpske izročilo tudi na našem območju izredno veliko. Maske so izdelane iz lesa švicarskega bora, ki naredi masko izjemno, lahko, prav tako pa na izdelano se za izdelavo uporablja tudi lipov les. Maske in obleke so ročno izdelane, izdelal jih je Marin Kumaric Cirkulan, ki za izdelavo ene maske od rezbarskega dela do izrisa detajlov in srečenje potrebuje 30 do 40 ur, torej za eno masko 30 do 40 ur dela. To so Kramposi Ankenstein iz Cirkulan. Tudi Kramposi Ankenstein. Se mi je zdelo, da sem že nekaj tak čovar povedal, zdaj sem se zmislil. Naša, da ponovadi domov prepozno priden, isto zgledne tak. En veliki aplauz za Kramposi Ankenstein. Evo, zdaj pa pride naslednja skupina TVD Partizan, Mamma Mia, musical. Pogledajte, kak jim gre. Smo zumbarke društva Partizan, ki so se zbrale in trdo garale, da bi vam izklesano telo pokazali. Mamma Mia, poglejte kraljice, kako od lepote se vse plehči, telo pa samo po plesu krpeni. Leva roka gor, desna noga v stran, zmige zritko sem in tja. Kralj plesa na čelo skupine skrbi, da vse se po ritmu Abe vrti. Mi bomo kar celotno povorko preplesali, s plesom zibo pregnali in vam na vrhu vaše lestvice plesa pristali. Evo, tako so zapisali člani TVD Partizan iz središča Krave, skupina Mamma Mia. Pa res se niso nič jele, pogledajte to tu, začetki, roza obleki gore, pa v rdečih pikčastih hlačah,
to, da je 14 dni trenirala, pa ni čela, da lahko ne vsak lepo postumi na stopu. To pa je štel. Takšnega še bolj danes ne naredili, na debelinko. Nakida tu župan Nedelišča, da li bi ona došla in kod nas, crkvo pa, dobro plačate, bi došla in kod nas, kak ne. Veliki aplauz za skupino DVD, Središče ob Dravi, Partizan, Mama Mia, odlična stvarklesa je, odlično. Pravi župan, došli bi one tako oblečene, a jaz pravim, da vi vidite njih izlečene. Tek bi onda bilo veselja. Veliki aplauz za domačine, torej DVD, Partizan iz Središča ob Dravi in skupino Mama Mia. Evo zdaj pa opet nekaj mitološkega. Zdaj ste čuli Miljenka Kokota. Čuvari mitova in legende. Mitske priče i legende su uvijek izrazivali veliko zanimanje, najviše jer otkrivaju kulturu i način života ondašnjeg vremena, ali i zbog doze mistike i nepoznatog koje nose sa sobom. Nordijska mitologija je jedna od najzanimljivijih. U njom se detaljno zabilježuju i postanak i propast svijeta, bogova, ljudi te različitih fantastičnih bića. 4 jahača apokalipse su 4 mitske figure i pojavljaju se u Bibliji u 6. poglavlju otkrivanju Ivanovom. 4 jahača predstavljaju neizbežno zla koja se pojavljuju jer ljudi na zemlji gube humanost i odlike ljudskosti. Pojavit će se na zemlji na dan apokalipse nagovješćujući smak svijeta. Ste čuli? Ha? Te pa jaz ne bi mogao iti Nedelišće vode karnevala? Pa lahko že tu v središći berem hrvatske tekstove. Evo, 4 jahača apokalipse iz Nedelišća. Čuvari mitova i legendi. Mitovi, čuvari, mitova i legendi. Mali se koga su prestrašili, nije bio to njihov namen, ampak oni samo znanja konec sveta. Zdaj pa pridejo domačini, zgrab, krčma pri dobri priliki. Ljudi, dragi, naša prelepa, bogata, košnota občina Središče ima skoraj vse, samo v celi občini nega več nobena poštena gostilna. Mi na Gravah imamo tudi vse od A do Ž. Ali po domače rečeno vse od rojstva do smrti. Najbolj važno pa je, ker imamo farno cirkvo, pa tudi svojega župnika. Če glih je zdaj na Gravah pol dni odprti bife Renata, pa je to ne to, kaj bi mi radi imeli. Zato smo Grabljenci skup stopili, pa se odločili, ker peremo krčmo pri dobri priliki. No, če čekate, kaj je to dobra prilika? To je zato, ker so nekdaj dekline iz drugih krajev videli bogatih dečkih izgrab dobro priliko za oženiti se. Morti, Pekera ali Pakeri najšli tudi v naši krčmi svojo dobro priliko. Organizirali bomo krstitke, obhajila, firme, gostuvaja, ločitve pa tudi gormine. Muzikaše imamo tudi svojega, ki zna igrati za vse prilike. Pa v krčmi ide tudi igro. Kelnercu imamo tudi lepo mlado. Lepo, ker nam je Anica v penziji odišla. Krčma bodo odprta od jutra pa kesno v noč, če ne treba tudi do drugega jutra. Za dobro hrano bodo skrbelo Združenje Grabljenskih bar, tak kuham jaz. Glavna pri kuhariji bude Vesna, ker samo ona zna šporhat zakuriti z najboljšimi fagu strbami. No za jesti pa da je vse kaj čete. Od najboljših trotnih do bubakovih čur, pa do Mihovega gulaša pa Vesnine kiste župe.
Zato te posledice v slabih pa ne poskrbijo en sladki botiček ob cesti proti Dravi. Proti Dravi pa da vam po dobri hrani pasala tudi kupica Jeruzalemčana, pa gritelj dobrega piva s Koliber iz nove pivovarne. Če pa boste živeli pun kufr vsega, vam bodo ponudili še kaj več. Lahko boste jahali pri Špeli, gledali filme za male, v noči pa tudi za velike, v kini pod zvezdami. Poljsko društvo bude vas kolesno cuknulo na Dravsko plažo, ker si tom lahko splavite celodnevni švic, pa če ne vas kaj zanimalo ob Dravi, da vam vodič samo vse povedal. Kada je to vse, po noči se videlo, da poskrbijo elektroseti Janežič, ki ima elektriko v malem prste. Na gravah imajo tudi Joko požrtvovalne gasilce pa zagrete joge. Vse, kaj oni strelijo, gasilci burek spremenijo. Ja pa za parkiranje bodo tudi poskrbli. Če boste slučajno jahali mimo, bomo imeli tudi priveza za koje, ki ne te treba iti na presiku na pijačo. Te pa pride, pa zvabijo, nagrade, krč pa pri dobri priliki. Zdaj ste čuli? Evo naslednja 25. skupina pa so domači cigani. Ker radi pomaga, bomo skrajšali vrste v časi stavke naših osiromašenih doktorov, tak so zapisali. Da bi čakalne vrste skrajšali, smo cigani opet skup stopili. Zato najte ni čakati, doktori vas nado rešili. Oni za vekše ploče bodo tudi vas zahajali. Zdaj pa so tu odrešitelji z rezervnimi deli založeni. Če ne te preveč komplicirali, pa bodo tudi koleno mejali. Zobe stisneš, zašmiriš, če si pride, še prej žganico dobiš. Te pa zacvili in zavrni, naš doktor Zdravič že reže kosti. Kjerega češ potle samo poprediti, ne mre tu delati pa delati. Namo te na voz pozabili, če boste malo več parovec hitli. Poleg kolena, od vseh možnih kosti, vam mejamo tudi jedra in vse, kaj v blek leži. Vas morti dosti krat stot pišči, zato ti problem stara ciganica poskrbi. Kamilični čaj in razni zvarki so lahko boljši kot navadni koparki. Če še stalno peče in srbi, ti cigan Zdravič, novi mekur preskrbi. Vse viške, ki te hmeli, bote lahko skup z nami potlam pojeli. Črebova župa, srce v omaki, to ga ne dobiš pri vsakem občinskem veljaki. Če vas kaj zaboli, le prite, to vam z veseljem rešimo mi. Ker cigani v kup držimo, se naših uspehov vsi veselimo. Pa lep ciganski pozdrav, njihov slogan je, če ne daš, vzememo sami. Evo ste videli operacijo? Človek se infuzijo sam drži. Dosti krat je pri nas tudi takša. Te ne ljucaš nobene narkoze več. Poglejte, kako pumpajo pritisk. Bog je na Bogme, če te taka ciganica zavezana, dobi v roke, te ti pritisk odmah upadne. Skupina 26, Obrške papige. Dober den, že tradicionalno smo z vami tudi mladi iz središkega oziroma mladinskega društva Obrež. Z leti sodelovanja so postali starejši, iznajdljivejši in pa spretnejši. Zato smo se letos odločili, da bomo maske naredili sami. Pere so letele, čudovor so nam vzele. Na roke zrezali smo 3600 karoti, ki ne bi izgledali kakšni pisani kokoti. Mi smo papige in pirati, lepi kot soldati. Bili smo švilje pa trojači, nori kot kotači. Ker tišlarska nam je ni tuja, naša logija strohe vzbuja. Ne je le kobilica, trup, paluba in jadra. To je tisto, kar nuca ladja. Nuca našega kapitana Širhakla, ki je odišel brez fakla. Zgodba pa je takša.
Rikvert smo po Drovi gor priplule, ker so naši vodni tokovi preveč močni za naš obrški biser. Prišli smo iz daljnih karibov, poleg nas pa še naš pomožni kapitan in pa glavni pa edini topničar, ki ga premore naša posadka. Namreč prišli smo iskat našega kapitana Širhakla, ki se je tu pri vas zaljubil v neko kelnerco Anico in ki vemo, kaj je glih gostilno zaprla, pa smo jih pa mi prišli oženili, odpeljali nazaj na medene tedne. Šofera imamo, topničar bude poročna priča, me papiga pa svatje in to je zdaj papiški ples. Dobro, ker preveč veter ne piha, ker bi izdignilo lahko v luft. En veliki aplauz za obrške papige, mladinsko društvo Obreš se je predstavljalo. In še zadnja skupina, Kraljica upanja, Drava Riding, Endurance Team. Ne ustrašite, to niso jezdeci apokalipse, ampak ravno nasprotno. Na iskrih lepocih v spremstvu svoje elitne telesne straže jahajo 4 mladenke. Dobre kraljice, ki predstavljajo upanje za boljši svet. Kraljica severa simbolizira naravo in spoštljiv odnos do nje. Kraljica ozavešča o okoljskih vprašanjih ter spodbuja ukrepe za reševanje podnebnih izzivov. Združuje elemente ekologije in na konju prinaša rešitve v boju proti podnebnim spremembam. Kraljica juga prinaša mir na svetu, sožitje med ljudmi in ljubezen. Svojo prisotnostjo spodbuja mir, strpnost ter združuje ljudi v prizadevanju za skupno dobro. Kraljica vzhoda je kraljica znanja in napredka, predstavlja pa simbol izobraževanja, inovacij ter trajnostnega razvoja. Njena kraljevska prisotnost spodbuja strah do učenja in raziskovanja, saj se zavzema za tehnološki in družbeni napredek. Kraljica zahoda je kraljica spoštovanja, upanja in blagostanja, ki si bo svojo drzno ekipo prizadevala, da bo spoštovanje prepoznavno kot vrednota, da bo upanje na boljšem preraslo v resničnost in da ljudje ne bodo živeli v bedi in revščini, ampak v blagostanju. Svojo kraljevsko pojavo spodbuja spoštljive medsebojne odnose, širi upanje ter spodbuja prizadevanje za skupno dobro in blagostanje v skupnosti. 4 kraljice lahko svojo umirjenostjo, ljubeznijo in povezanostjo z naravo odženajo z njo. Pri tem pa jih podpira njihova edina telesna straža, pričarane so, da jih z aplauzom podprete tudi vi, drage obiskovalke, se verjamejo, da tudi vi spoštujete vrednote, za katere si kraljice prizadevajo. Kraljica je upanja, Drava Riding, Endurance Team je tole. En velik aplauz in hvala za njihovo bogato sporočilnost, ki smo lahko slišali. Kot vidite, to zadnja skupina današnjega fašanskega karnevala v središču ob Dravi. Naj povem, da je strokovna komisija, ki smo jo že 2-krat predstavili, zbirala svoje točke in zdaj se bodo za nekaj minut seveda odpravili na to, da ocene uskladijo. Nato pa bomo slovesno razglasili rezultate in podelili nagrade, ki jih bo podelil sam župan občine Središče ob Dravi, Toni Jelovica, v Središki Sokolani. Hvala vam za obisk, lepo se imejte še naprej na tem fašanskem karnevalu, smo uživali skupaj z vami in želimo, da takšno fašansko vzdušje ohranite vsaj do torka, v sredo pa je pepelnična sreda. Hvala vam za vaš aplauz, zelo sem to vesel.